Nogometaši Domžal so v 29. kolu prve lige Telekom Slovenije gostovali v Ljudskem vrtu pri aktualnem prvaku Mariboru. Strokovno vodstvo rumenih je znova prevetrilo udarno enajsterico. V obrambi tokrat ni bilo Gabra Dobrovoljca, v napadu pa Antonija Manceja in Jana Repasa. Slednjega je na desnem krilu zamenjal Žan Majer, v konici napada pa je v vlogi tako imenovane lažne devetke zaigral Brazilec Juninho. V zvezni vrsti je pred Lukasom Marijom Horvatom prednost dobil Amedej Vetrih. Tekmo so sredine igrišča začeli Domžalčani, ki so bili večino prvega polčasa v podrejenem položaju. Domačini so povedli v 22. minuti, takole je Filipović izbil žogo Vetrihu, prodrl je Tavares, ki je podal na drugo vratnico, tam je bil osamljeni Milivoje Novaković, ki je torej dosegel svoj prvi gol v najmočnejši slovenski ligi ter popeljal Maribor v vodstvo z 1-0. Domžalčani so prvič zapretili v 38. minuti, Zec je na levi strani našel Trajkovskega, ta je poslal predložek na prvo vratnico, prenizek je bil Juninho, žoga se je odbila do Alvirja, ki pa ni najbolje streljal. Prvi polčas se je torej končal z vodstvom domačinov z 1-0, med odmorom pa je trener Luka Elzner namesto Vetriha v igro poslal Antonija Manceja, Žana Majerja pa je prestavil v zvezno linijo. Menjava tudi pri Mariboru, namesto Filipovića je vstopil Dervišević, ki je takole v 58. minuti podal Skota, na drugi vratnici pa je bil sam Rodrigo Defendi, ki je z neposredne bližine premagal Maravala in dosegel svoj prvi gol v najmočnejši slovenski ligi. V 61. minuti priložnost za Domžalčane, dvojna podaja Juninha in Trajkovskega, slednji je v sredini iskal Manceja, toda uspešno je posredoval Handanović. Minuto pozneje lepa priložnost za Mariborčane, streljala sta Bohar in Bajde, dvakrat pa se je izkazal vratar Maraval. Vsega minuto pozneje nova priložnost za Domžalčane, preigraval je Črnic, uspešnejši je bil od Mertlja, takole je poizkušal strelom, žoga pa se je od Šmeja odbila v kot. V 66. minuti nova priložnost za Domžalčane, Črnic je izvajal prosti strel, pred vrati je z glavo streljal Miha Blažič, na pravem mestu pa znova vratar Maribora Handanović. 70. minuta, Horvat za Črnica, ta zimenitno podajo proti Alvirju, ki je bil sam pred domačimi vrati, toda zadev je le zunanji del mreže. 79. minuta, Trajkovski do Majerja, ta je prišel do strela, toda izkazal se je znova vratar Handanović, ki je odbil v kot. 88. minuta, Horvat takole do Trajkovskega, podaja v sredino, Mance je bil v priložnosti, toda domači so odbili v kot. 89. minuta, samostojni prodor Aladina Šišića, ki je zamenjal Matica Črnica, podaja v sredino do Manceja, ta se je odlično znašel in pospravil žogo v mrežo ter znižal zaostanek Domžal na 1-2. To je bil že 8. gol Manceja v letošnji sezoni, s čimer je tudi najboljši strelec Domžal v prvenstvu. V sodnikovem dodatku pa še priložnost za Milivoja Novakovića, toda izkazal se je Maraval in ostalo je pri zidu 2-1. Na koncu se šteješ, ko si sposoben 50 dobrih ali pa 55 dobrih minut narediti v Ljudskem vrtu, pa zgubiš tekmo, zato ker nisi v uvodu bil, ker se nisi držal našega skupnega dogovora, potem me to neverjetno moti. Dvakratni državni prvaki so doživeli šele drugi poraz na gostovanjih v letošnji sezoni. Nemudoma po tekmi pa so misli že preusmerili na pokalno tekmovanje, v katerem jih v sredo ob 18. na areni Petrol čaka prva tekma polfinala proti Celju.